mi kradejo, da tvoj zobek pod blazino za darilo menjajo. Pohiti! Sebastjanu se je majal zob in sam je še bolj drezal van. So kovčki pripravljeni? Nocoj poletiva, ne pozabi, pohiteti morava. Uspelo mi je. Kazalo je, da se tisti dan prav vsem mudi, še posebej pa kraljici Elzi, vladarici zobnih mišk. Vaše veličanstvo! Nimam časa, pomemben sestanek imam. Dajmo, minister, hitro. Kaj pa Sebastianov mlečni zob, vaše veličanstvo? Se ga še ni izgubil, kaj? Kažite ga je, veličanstvo, veste, zelo se mudi, nocoj bo odpotoval z letalom. No, potem morate hitro nazaj. Kaj pa darilo? Poiščita kaj. A prinesita zob. In pohitita. Pohiti, Artur, vsak hip bosta šla na letališče. Ja, maham, kolikor moram, no, jaz sem kormoran, jaz nisem reaktivc. Toliko slabše. Gizelca in Tine sta prišla v Sebastianovo hišo, tik preden se je sprožila njegova budilka. Daj, srček, zbudi se, čas je, da greva. Hitro se obleci. Pridi. Proti pravilom je, da miši potuje v ročni prtljagi, a nista mogla drugače. Izgubil si zob. V žepu ga imam. Mislim, da ga miške ne bodo šle iskat tako daleč. Vsi potniki za let 534 v Honolulu, k izhodu številka 34, prosim. Pridi, to je najino letalo. Ko bi bilo vsaj preprosto jadranje ali navadno letenje. Ampak reaktivna letala letijo hitreje, veliko hitreje kot kormorani. Morsko bolezen imam. Hočeš? Ne, nisem lačna, hvala. Mami, lačen sem. Ne skrbi, pravo reč imam. Hvala, mami. Kar sam pojdi, Tine, ne počutim se dobro. Spraviti zob iz Sebastianovega žepa ni bilo tako lahko. Imam ga. Dame in gospodje, prosim, pripnite si varnostne pasove. Pristali bomo. O, Tine, sovražim letala. Očka! Sebastian! Poglej ga, no, izgubil si svoj prvi zob. Ja, poglej. Kako pa je tole prišlo sem? Gizelca si je želela samo mirno potovanje domov. Artur? Pa vsem, kar ste doživela, si gotovo želite hitro nazaj? Ne, Artur, kar počasi. Ko bi lahko letel reaktivno. Verjemi, Artur, tak si čisto v redu. Ampak na letalu je bolj udobno, ne? Za božjo voljo, Artur, nehaj že. Nikoli več ne omenjaj letal. Ne omenjaj letal.
kradejo